Jaz sem dolga leta, desetletja slikala v ateljeju. Sicer zmeraj razen v začetku po akademiji, ampak zmeraj naravo, to se pravi pokrajino. Zaradi tega, ker imam silno rada naravo in v naravi pravzaprav šele zaživim. Ampak zgodilo se mi je to, da ko sem slikala v ateljeju z velike formate, z akrilnimi barvami, da mi je bila zunaj se začela pomlad in mene je vleklo v naravo. In sem ušla in sem se potepala po krajini. In seveda sem imela za to slabo vest, da ne delam. No, zdaj pa, ko se moja leta iztekajo, torej popolnoma razumsko to sprejemam, sem rekla, zakaj si pa ne bi privoščila vse pomladi, ki me še čakajo, da preživim v naravi. In sicer tako, da ne bom imela slabe vesti, to se pravi, da bom v naravi tudi slikala. Večinoma hodim v bližino Ljubljane. To se pravi, največ v botanični vrt, ker se lahko tja odpeljem tudi z avtobusom, čeprav ponavadi hodim slikati z mojim Fernandelom. Fernandel je francosko ime, poznate tistega slavnega igralca, no in je pa nekako moj Fernandel temu igralcu podoben, ker je zelo smešen, ne, in Francoz. In z mojim Fernandelom, to je spaček, Citroen, hodim pač slikati ne posebno daleč, ker je Fernandel že tudi precej prileten, jaz pa tudi, tako da greva pač v bližino. Ostalo mi je pravzaprav od prejšnjega koncepta le to, da ne slikam neko panoramo, nekega izreza iz pogleda, ki se odpira pred menoj, ampak da vzamem iz tistega samo najbolj značilno, tisto, kar je bistveno od tega, kar sem zagledala, drugo pa spustim. Slikati sem začela kot otrok, potem sem kontinuirano slikala nekaj za sebe doma. To je bila v bistvu za me, po mojem, še zmeraj otroška risba. Pol, ko sem bila v gimnaziji, sem se odločila, da grem na akademijo. Sem šla v Zagreb in smo v Zagrebu, ko je izbruhnila vojna, pravzaprav so nam dali
eno vojno diplomo. Ko sem se vrnila iz Zagreba domov, sem bila nekaj časa doma pri starših, pa že seveda takoj sem se vključila v Osvobodilno fronto. Doma so me kregali, zato ker so smatrali, da bojo vsi nastradali zaradi mene, ne? Ampak zgodilo se je nekaj hujšega. Nisem jaz nastradala, ampak moj oče. No in njega so potem ubili. Brez zaslišanja. Še isti večer po aretaciji. Jaz sem pa seveda šla v pol v ilegalo. Zunaj so me pa dali k tisku. In sem za tiskarne delala. Glave časopisov, opreme, brošur. Smo pa takrat tudi, ko nas je bilo že več takih likovnikov, pa tudi samoukov, ne, ki so šele pol šli študirati, smo tudi imeli nekaj prostega časa in takrat smo začeli pa delati partizansko grafiko. Zakaj grafiko? Zato, ker smo imeli samo grafični material. Tega smo imeli pa zato, ker so rabili tiskarne. Oni so nabavljali, ne. No, ta grafika moja umetniško ni nič vredna. Zelo začetniška. Pa je bilo pa treba živeti. Jaz sem počela to, kar sem rekla, da nikoli ne bom, se pravi, da sem učila. In pri tem silnem delu se nisem mogla sprostiti. Šele ko sem šla v penzijo. In v penzijo sem šla pa razmeroma zgodaj, ker so mi šteli dvojna službena leta vojne. In nisem bila še 50 let stara in takrat sem pa začela delati. Pa sem pa najprej zbolela. Pa sem pa zbolela tako, kot vid ni zbolel. To se pravi, jaz sem pa imela raka, ampak jaz nisem imela več časa umreti. Ker je bilo treba vendar še vse narediti, ker sploh še nisem prišla na vrsto. No in sem takrat jaz kar uzdravila. Iz tega je zdaj že 36 let. In teh 36 let teh sem pa slikala. Jaz sem najprej iskala tisto, kar me je podzavestno zanimalo. In to se neko, sem si zmeraj predstavljala neko puščavsko pokrajino. No in ko sem prišla v Makedonijo, sem pa odkrila, to je bilo spomlad enkrat, pa tiste puščave takrat ni bilo nikjer, ker je bila Makedonija takrat v tistem letnem času zelena. In tako sem, mislim, 6 ali koliko let zaporedoma prihajala v Makedonijo in sem ko neumna risala. Mene je pravzaprav v Dalmacijo potem, ko sem že odbrenkala te svoje makedonsko dobo, me je povabil od mojega moža, od sestrične mož, ki je bil pa en visok oficir mornariški. Sta me povabila, da ne pridem k njim v Kaštel Stari.
pa on enkrat prišel in je rekel, glih, kar smo imeli zdaj ene vaje vojaške, ne, monarške, in smo šli na Kornate. In to pa moraš videti. In naslednje leto sem šla na Kornate. In tam sem jaz našla to, kar je specifično moje. To se pravi puščavo, zelo čiste oblike, jasnih obrisov. Jaz sem bila pri zakonskem paru, ki sta imela tam na otoku Žaknu eno hišico. In pri njih sem se nastanila in smo šli zvečer vreč mrežo v morje. Zjutraj smo pa še v temi šli dvigniti mrežo, pa ribe ven vzeti, da smo imeli potem naslednji dan kaj jesti. In ko se je zjutraj začel daniti, sem jaz videla tiste otoke, zelo čistih oblik, ne? Lahko jih samo vzameš tudi samo kot polkrog. In ker še ni bilo maestrala, ker še ni sonce vstalo, kadar sonce vzhaja, takrat začne maestral, ker se greje celino in potem se začne mešati veter in tako maestral pa razburka morje in nenadoma ni več videti teh refleksov. Ne? In te reflekse sem jaz potem videla, takrat preden je bil maestral. In tudi med nebom in zemljo, zato ker ni bilo maestrala, ni bilo nobene razlike. To je bila ena popolnoma čista, enotna ploskev. Potem pa polkrog, pa polkrog refleks. Pa spet polkrog, pa polkrog refleks. In takih slik sem pa jaz potem kar nekaj naredila. Ker sem tam risala nekaj časa, potem tudi nekaj akvarelov sem naredila. Fotografije takrat še nisem imela, fotoaparata. Ampak sem kar tako. No, sem spoznala to pokrajino zelo dobro in zaradi tega sem to pokrajino potem uporabila kot izhodišče, ne, teh slik. Ne. Mene še danes žal, da sem to nehala delati. Ampak nehala sem delati tudi iz še enega razloga. Ne samo to, da želim biti v pokrajini tam na licu mesta in delati na licu mesta, da sem v pokrajini, ampak tudi zaradi tega, ker je to naporno. Jaz sem delala, te slike so tudi po 2 metra, krat recimo 150 ali pa 120, 2 pa 120. In jaz imam že hrbtenico precej zdelano, ne? In to sem delala zmeraj z akrilnimi barvami, pa v horizontali. Ploščo sem držala, akrilno ploščo sem držala lisonitno v horizontali, sem jo najprej zgrundirala, pobrusila, potem pa na to narisala in potem sem se morala sklanjati nad ploščo. Po koncu pri akrilu, če ga slika nekdo tako kot jaz, si ne morem pomagati, ker začne teči. In sem morala imeti v horizontali. Te otoke sem ne samo naslikala z barvo, ampak sem dodala barvi, ker akrilne barve zelo močno vežejo. Zato sem lahko dala barvi še dodala pesek.
pa kaj se vem, recimo narezane zamaške, pa vse take reči, ne, v različne materijale in sem dobila na ta način različno hrapavo površino, ki pomeni na sliki skale, grušč, pesek in včasih popolnoma gladko površino. Refleks sem zmeraj slikala gladko. Potem sem riževa polja. Sem tudi več slik naredila, to sem z Kitajske, pa z Balija. Za razliko od tega, kar pacam tukaj v botaničnem vrtu, so to motivi, ki sem jih strašno predelala. In so zaradi tega slike precej abstraktne. Dočim to, kar pa zdaj delam, ne, to pa ne. To pa zaradi tega, da lahko pred tisto mlako sedim, ne, cel dan, pa poslušam žabe, pa tako, ne. Pa zdajle bi bile že, vidite, zdaj, ki je sonce posijal, bi bile tudi za videti tele želve. V človekovi glavi je toliko en tako vesolje, da je čist nemogoče vse to v resnici izraziti.